Prisrčen večerni pozdrav z komentatorskega mesta v ljubljanskih Stožicah, drage prijateljice in prijatelji nogometa, dobrodošli v družbo prvakov in prve lige Telema. Na največjem slovenskem stadionu bomo zaključili prvi krog druge četrtine 33. državnega prvenstva z derbijem med tretjeuvrščeno Olimpijo in drugouvrščenim Koprom, ki ju na lestvici loči le točka in imata lepo priložnost, da se danes približata vodilnemu Celju. Celjani so včeraj po preobratu prvič v pričujoči sezoni izgubili na domačem igrišču proti Aluminiju z 1:3, kar je seveda dobra novica tako za Olimpijo kot tudi za Koper. Zmaji bi zmago preskočili današnjega tekmeca in se prvemu mestu približali na 2 točki zaostanka. Kanarčki pa bi v primeru zmage Olimpiji ušli na +4, Celju bi se približali na -1 in seveda s tisto zmago proti Rogaški za zeleno mizo, ki sicer še ni uradna, bi bili lahko že vodilna ekipa prve lige. Odločen start Sualeja, napad Kopra pa se nadaljuje, tu je Max Barišić, iz vrat je prišel Matevž Vidovšek. Poškodoval se je očitno Vidovšek pri tem posredovanju. Ja, tu je šel seveda v svojem slogu Vidovšek iz vrat, vajeni smo ga takšnih izletov. Žoga spet na Mula Husejnovića, še enkrat Mula Husejnović. Ponavljajo se te akcije iz kota. V svojem 16-metrskem prostoru praktično je to privede do tega, da... Za vrhunce prvega polčasa se za zdaj še nisem zapisal. Diogo Costa je medtem našel Silvo, tole je lahko nevarno, podaja v sredino. Rui Pedro poskuša z lobom in dobro Koprivec. Medtem ko mi gledamo še enkrat poskus Ruja Pedra, poskusil je sicer prelisičiti. Omladić v sredino, priložnost in gol! Nardin Mula Husejnović je zadel v 34. minuti, je Koper povedel z 1:0. Takole Ankada do Omladića, Košta je malce zamujal, potem pa lepa podaja Omladića in neusmiljen zaključek Nardina Mula Husejnovića za vodstvo gostov v Stožicah z 1:0. Tretja asistenca za Nika Omladića, vendar iz tega se tudi sodnikov dodatek. Olimpija nima več veliko časa, Dofo s podajo, priložnost za domače in to je bil dober strel Dioga Košte, vendar obramba Jana Koprivca. Lepo je Lukas Pedro nastavil žogo Diogu in Elšnik se je dobro odzval. Diogo Košta, nekaj več prostora za Olimpijo. Pedro Lukas poskuša, v sredini je Košta, strelja iz obrata, brani Koprivec, Motika pa je zgrešil. Kosta in Motika sta bila v priložnosti, poglejmo še enkrat, tudi vratnica je bila tokrat na strani Jana Koprivca po poskusu Dioga Košte. Motika pa seveda potem precej manj natančno, medtem je na tleh Nik Omladić. Elšnik, naprej je krenil zopet tudi Žorž Silva. Ta podaja v kazenski prostor, Lukić in vratnica. Vratnico je zadel Mustafa Lukić v 63. minuti. Nekaj časa je bil član tega kluba Mustafa Lukić. Je bil malce prekratek Koprivec, ki ima zdaj težave s poškodbo. Pametno stojijo, da so tudi... Zdaj Akbaz razdalje, veliko težav za Koprivca. Varc poskus je bil to v 80. minuti. Zelo pomembno, kako stojijo, na kakšen način stojijo, v kakšnem momentu napadajo žogo in da so pri tem enotni, čim se zgodi, da nekdo od njih... Silva je pri žogi, dobro je do strela prišel, priložnost in izenačenje! Izenačenje v Stožicah 1:1, Rui Pedro je strelec. Poglejmo še enkrat podajo Žorža
Vučić, Olimpija in Koper se razhajata z neodločenim izidom 1-1. It's a draw, 1-1, but you didn't seem satisfied after the final whistle. No, because of course we try everything. We have more ball possession, we try to shoot from outside the posts with 2 balls in the posts, and only 6 minutes to play in extra time. I don't understand, because everywhere now they are fighting this kind of situations. All the players are going down, and this kind of things from the goalkeeper, from everyone is down to break the rhythm of the game, and I don't agree. Okay, respect all the time their decisions, but I have to give my opinion also. But I'm not satisfied with the draw, because we want to win. We deserve to win. We have the best chances. But again, with 1 shoot to our goal, the first time is goal, and we have to go after trying to build up a result that we want. But of course, we are fighting today with a good organization, a good team organized, 11 players behind the ball all the time. Difficult. The pitch is not easy for the players. When we try to build up, is more difficult than defending. The ball is always bouncing, and is much more difficult. But we create the situations, and we deserve to win, in my opinion. But we accept the draw. It's better than in the first round, of course, because we lose, and we are in the league to fight for the first place. Of course, we know that Celi lose. We win 1 point to Celi. We stay the same distance to Koper, but it's a long marathon, like I said in the beginning. We want more points than we have in the first quarter of the season. So we are win more point, and let's see next match against Rogaška again. Less than 72 hours to this match. We are going to play on Sunday at 3 p.m. This is tough for us, and we have match again next week. It's a big difference between our 17 matches done to the matches that Koper, for example, have. But we are not complaining about nothing, but it's a reality. Now we try to put fresh people to start to understand our game, and to help everyone, because the squad now is prepared to be ready for all challenges. This is what is necessary now. Thank you and good luck. Thank you. Na koncu 1-1, v Kopru ste zmagali, v Ljubljani točka pa vendarle, ne. Točko ste dobili na koncu. Ja, moramo biti s točko zadovoljni. Preveč smo trpeli, da bi to tekmo zmagali, se pravi, bili smo tudi prisiljeni v nekatere menjave, težko smo žogo zadržali, in iz tega razloga moramo biti zadovoljni. Za Olimpija vas je na koncu kar konkretno stisnila, pogovarjali so se pred tekmo, proti napadi so na koncu najbrž bili tisto orožje za morebitne 3 točke. Ja, res je, imeli smo eno situacijo, ki je bilo malo več prostora, ampak celotno gledano smo res preveč trpeli, tega se nismo želeli, moramo več igrati, mislim, da smo to sposobni, ampak glede na nekatere stvari, ki imamo trenutno v klubu, imamo res težave in verjamem, da se bomo skompletirali, da bomo v tem segmentu boljši. Ampak vendarle, Kopra se mi zdi, da nihče ni pričakoval tako zelo visoko na začetku sezone, kot ste sedaj. Ja, mi smo upali, tako kot sem rekel, vedel sem, da nas bo vsak težko zmagal, ampak tudi mi moramo, se pravi, če hočemo biti v vrhu, konstantno zmagovati, to ni lahko. Zdaj gremo pač v Radomlje, čaka nas zelo težka tekma, in če bomo to tekmo potrdili zmago, potem bo to velika točka. Ravno te Radomlje so zelo malo časa zdaj med tekmami, ritem je precej naporen. Ste že z glavo pravzaprav pozabili to tekmo, pa ste že na Radomljah ali kje ste?
Ja, tako kot ste rekli, se pravi, v Radomljah nas čaka zelo težka tekma. Danes sem si tudi ogledal njihov prvi polčas, dobili so par okrepitev, dobro izgledajo, ne bo lahko, ampak skozi govorim, da je pač prvenstvo maraton, gremo naprej in še enkrat, če zmagamo v Radomljah, se pravi, je to velika točka. Hvala in pa srečno. Matevž, na koncu 1-1, zdi se, da nobena od ekip ni prav srečna s tem rezultatom. Ne, mislim, da si bi zaslužili več. Celo tekmo smo nekaj kontrolirali, dominirali, ampak v zaključku bi mogli biti malo bolj konkretni, malo bolj, kako bi rekel, da zabijemo ta gol, ko mislim, da je visel v zraku. Zdaj, lani vemo, kakšna obramba je stala pred vami, letos ne bom rekel, da je prepih, ampak vendarle, ne, nova tekma, nov gol. Ja, lani nisem bil najboljši golman na svetu, tudi letos verjetno nisem najslabši na svetu, tako da mogoče malo, pa ne da iščem izgovore, utrujenost mogoče malo, ni spočita glava, vsaj jaz, pa timi tudi, pa še nekateri, sploh nismo imeli dopusta, bili smo en teden na dopustu, pa reprezentanca, pa treningi, pa to. Mogoče je tle malo več problem glava, ko pa vse, ampak mislim, da zdaj zadnje 2 tekmi oziroma danes, da smo pokazali, da obramba da je začela biti bolj kompaktna, rešujemo te situacije, ker pač moramo vedeti, da imamo nekaj novih igralcev in moramo se navaditi na to in začeti zbirati nule. Ampak ta ritem se bo nadaljeval, ne? To zdaj najbrž bo postala kar težava, ne? Zdaj imate Rogaško, potem Slovan in tako naprej, ne? Premora praktično ne bo. Ja, premora ne bo, sej hoteli smo igrati to, hoteli smo igrati Evropo, če hočeš, se vemo, da vse top 5 lige igrajo na 3-4 dni, sploh pa mi igralci, ker hočemo iti ven, hočemo narediti nekaj več, se moramo navaditi to. Vedeli smo, kaj bo, hoteli smo Evropo imamo, moramo pa tudi zbirati točke v domačem prvenstvu, tako da ni zdaj tu, da bomo neki, ja, pa nismo spočiti, pa to, mislim, tekma je tekma, 3 točke in to je to. Hvala in pa srečno. Hvala. Max, v Ljubljani 1-1, težka tekma, imeli ste tisto prednost pa na koncu, vendar Olimpija je grozila tudi za drugi gol. Ja, sigurno ni bila lahka tekma, mislim, da je to realno dober rezultat za nas. Olimpija mogoče malo boljše je stala na terenu, so imeli tudi več posesti. Imeli smo nekaj situacij še za boljše odigrati, nažalost nismo, ampak dobro, na koncu je odličen rezultat. Zdaj, kaj šlo, ne bom rekel na koncu narobe, ampak vendarle, na zadnjih 50 minut se je zdelo, kot da čakate samo na kontre, da Olimpija vas je res stisnila. Kot sem rekel, res so dobro stali na terenu. Malo v nekih situacijah, ker mislim, da nismo imeli ideje in smo premalo krat zadržali žogo in da bi odigrali večkrat bolj mirno in to je Olimpija na koncu izkoristila, nažalost. Kratek teden bo regeneracija in potem takoj naprej. Ja, ni druge, z glavami smo zdaj naprej na naslednji tekmi, gaziti naprej, vseeno je to, smo v dobrem ritmu in jaz mislim, da lahko samo še napredujemo. Hvala in srečno. Hvala.